Pozdravljeni, moje ime je Martin Zore in sem diplomiran fizioterapevt. Z menoj je dr. Andrej Lahajner, specialist ortopedije, ki je specializiran za zdravljenje športnih poškodb. Od lanskega leta naprej tesno sodelujemo tudi s Teniško zvezo Slovenije, saj njihovim najboljšim tenisačem zagotavljamo fizioterapije. Prosili so nas, če bi lahko odgovorili na nekaj njihovih vprašanj, ki so jih zastavili njihovi člani. Kaj praviš, Andrej, si pripravljen? Seveda, dajmo. Pa začnimo s prvim vprašanjem. Andrej, povej, kakšni so najbolj pogosti vzroki za poškodbo pri tenisu? Tako kot pri vseh športih je tudi v tenisu značilno, da te poškodbe razdelimo na akutne, to so hipne ob nekem dogodku, padcu, udarcu ali podobno, in pa na te kronične poškodbe oziroma preobremenitvene sindrome. Kot primer, poškodba recimo križne vezi pri kolenu, to je hipna, akutna poškodba, ali pa preobremenitvena poškodba v smislu teniškega komolca, se pravi encefalopatija rastišča mišic. Okej, kaj pa bi rekel, kakšna je pa sama pojavnost teh poškodb? Zdaj pri profesionalnem športniku verjetno, ki trenira vsaj 5 dni v tednu, verjetno se to nabere kar nekaj ur na leto. Kaj bi rekel, kako pogoste so te poškodbe? Ja, pri profesionalnih tenisačih so poškodbe relativno redke. Nekje, glede na raziskave, se pojavljajo od 0 do 4 poškodbe na 1000 ur odigranega tenisa oziroma tako treninga kot tudi tekem. Recimo relativno malo, do 4 poškodbe letno, kar za profesionalnega igralca je malo, vsaka poškodba sicer je preveč. Če bi pa to primerjali z polprofesionalci oziroma z rekreativci, bi bila pa številka izrazito višja. Prej si že nekaj omenjal razliko med akutnimi in pa preobremenitvenimi poškodbami. Katere se bolj pojavljajo mogoče pri spodnjem udu in katere pri zgornjem udu? Ja, pri tenisu je značilno, da se akutne poškodbe pojavljajo bolj pogosto pri spodnjih končinah, konkretno gleženj koleno, preobremenitvene pa absolutno pogosteje pri zgornjih končinah, komolec, rama recimo. Kaj bi rekel, katera točno poškodba pa je mogoče bolj specifična za ramenski sklep? Za ramenski sklep je značilna preobremenitvena poškodba, da pride do vnetja tenosinovitisa tetive dolge glave bicepsa, lahko tudi delna natrganina s temi mikropoškodbami. To je, bom rekel, ta najpogostejša, pogosto seveda tudi tendinitis oziroma tenosinovitis supraspinatus oziroma tetiv rotatorne manšete. Zakaj pa pride na primer do vnetja same dolge glave bicepsa, na primer pri tenosinovitisu? Za kakšen proces gre? Zdaj vemo, da tenisači ogromno izvajajo gibov nad višino ramena. Kakšen je sam proces, da pride do take poškodbe? Kot sem že nakazal pri prejšnjem vprašanju, gre tukaj za ob ponavljajočih gibih za nastanek mikropoškodb, stalnih obremenitev, velikih obremenitev, velikokratnih ponovitev določenega giba in enostavno tetiva ne zdrži. Odreagira, telo se brani, pride do vnetja in potem pridemo do začaranega kroga. Verjetno se podobno zgodi tudi pri tako imenovanem teniškem komolcu, ki je tako laično poimenovan. Je to isto posledica preobremenitvenih? Bom rekel, tipična preobremenitvena poškodba. Že ime samo pove, da je značilna za tenis, za tenisače. Ponavljajoči gibi, predvsem obremenitev mišic iztegovalk zapestja in prstov in posledično potem razvoj vnetja v smislu tega epikondilitisa, kakor se imenuje strokovno. Kaj pa na primer pri gležnju? Verjetno, katera je najbolj pogosta poškodba? Najbolj pogosta, tako smo rekli, so akutne poškodbe. Nek dogodek, hitro ustavljanje, zdrsi, gleženj zablokira in pride do poškodbe. Tako laično to poimenujemo zvin gležnja, kar se pa skriva za tem imenom marsikaj. Se pravi, poškodba vezi, lahko samo nateg, večinoma tudi rupture, lahko tudi poškodba hrustanca, tako da
To je ta osnova. Seveda vedno treba zelo podrobno potem pogledati, diagnosticirati, kaj se je zgodilo oziroma kaj se skriva za diagnozo zvin gležnja. Se pravi, pri zvinih je verjetno bolj pogosta mehanizem poškodbe sam inverzijski zvin, verjetno. Kateri ligament je ponavadi najbolj pogosto poškodovan? Ja. Tako, gre za ta inverzni tip zvina je najpogostejši. Poškoduje se lateralni ligamentarni kompleks, to se pravi vez, ki povezuje sprednji del in stabilizira gleženj v smeri naprej nazaj, in pa tudi vez, ki prepreči ta pretirano inverzijo gležnja. Ja. Super. Kaj pa pri poškodbah kolena? Koleno je zelo verjetno na udaru, saj je ogromno zaustavljanja in pivotiranja na eni nogi, se pravi spreminjanja smeri. Katera je pa najbolj pogosta poškodba pri kolenskem sklepu? Tako kot si rekel, pri tenisu oziroma igra tenisa zahteva tenisača, če želi ostati v igri, res hitre zasuke, reakcije, ki grejo včasih preko zmožnosti samega sklepa kolena oziroma ligamentarnega aparata sklepa, in tukaj pogosto pride do poškodbe vezi, najpogosteje prednje križne vezi. Zaradi, kot si rekel, pivotiranja oziroma nekih gibov, rotacije na sami stojni nogi oziroma na obremenilni nogi. Kaj pa lahko vpliva na preventivo oziroma na preprečevanje teh prvih poškodb? Na prvem mestu bi jaz omenil fizično pripravljenost samega športnika, telesna pripravljenost, seveda v to vključujemo samo mišično moč, samo fleksibilnost ligamentov, vezi, in pa ob tem seveda ustrezna priprava tako na trening kot na tekmo, kot na vse aktivnosti tekom treniranja, v smislu ustreznega ogrevanja, ustreznih razteznih vaj, in potem tudi po treningu, to se pogosto izpusti ali zanemari, razteznih vaj po aktivnosti in primernega ohlajanja potem. Kako pa lahko mogoče taka nepričakovana situacija, kot je COVID, ki prekine sezono, kako lahko vpliva na tenisače? Morda ali je pojavnost poškodb lahko v tem primeru višja? Znano je, da take prekinitve, umetne prekinitve nekega urnika, profesionalnega športnika močno vplivajo na tudi pojavnost poškodb. Jasno, zmanjša se aktivnost, zmanjša se mišična moč, pripravljenost, splošna fizična pripravljenost športnika, ki potem jasno vpliva na pojavnost poškodb. Jasno, organizem ali pa konkretno določen sklep enostavno ne zmore več, ne prenese več teh obremenitev in prihaja do tako preobremenitih poškodb, kot tudi akutnih poškodb v smislu poškodbe ligamentov, tudi zlomov. Ja, verjetno pride tudi do neke vrste dekondicije samega športnika. Tako. Tudi če še zmeraj on trenira mogoče v fitnessu, ni to isto, kot če bi igral 3 ure na terenu. Tukaj, fizična pripravljenost je pomembna, ampak koordinacija, gibi, vse to vpliva na samo preventivo poškodb. Športnik še vedno ima v glavi en cilj, zmagati, doseči najboljši rezultat, pozablja pa, da manjka vmes nekaj, ta trening, ni to potem v športno aktivnost oziroma treninge, tekme. Super. Poročamo, da se opravijo tudi testiranje moči, kjer primerjamo zdravo nogo z operirano, kjer vidimo, koliko je koleno sposobno sproducirati sile v primerjavi z zdravo nogo. Se mi zdi, da je to tisti najmanjši standard, seveda poleg ocena gibalnih vzorcev in pa mogoče kakšnih poskokov, da vidimo, kakšna je sama funkcija kolena. Vemo tudi, da je mišična moč zelo vpliva na samo gibanje kolena in da če je moč kolena ni ustrezna, imajo pacienti preprosto bolj trd pristanek in slabšo absorpcijo sile, kar se vodi spet v ponovne poškodbe. Samo to bi še dodal, da ob teh trdnih pristankih je koleno v bolj iztegnjenem položaju, kar pomeni večjo obremenitev za koleno in lahko že akutno privede do poškodbe, ponovne poškodbe križne vezi, ali pa ob ponavljajočih teh trdnih pristankih, kjer ni prave amortizacije, se pa te sile potem prenašajo na druge sklepe, gleženj, kolk,
tudi hrbtenico. Andrej, da mi povej, zdaj smo veliko govorili o profesionalnih športnikih. Kaj bi pa priporočil tako imenovanim vikend bojevnikom, ki so mogoče čez teden v službi, nimajo niti časa, da bi veliko igrali tenis, potem pa kar naenkrat pride vikend in priložnost, lepo vreme in priložnost, da bi 3 ure nabijali na igrišču. Kaj bi njim priporočil, da morda ne pride do ponovnih, do poškodb? Ja, to govorimo o teh rekreativnih tenisačih, ki takrat, ko je priložnost, ko je lepo vreme, dobra družba, želijo izkoristiti ta čas in pač igrajo na polno, tudi časovno, morda daljše obdobje. Predvsem pa se lahko potem zgodi v žaru igre marsikaj. In ker telesno niso ustrezno pripravljeni, je pojavnost poškodb seveda tukaj izrazito višje. In tukaj pa pride do pomena, ali pa je zelo na mestu ta vmesna faza oziroma vmesna skrb za pripravljenost, fizično pripravljenost sklepov nasploh, za kar pa skrbite vi. Ja, res je. To je velika težava, ko pacienti oziroma rekreativni športniki storijo preveč prehitro, po temu, ko delajo predolgo, premalo. In verjetno je to eden izmed glavnih razlogov, to nesorazmerje med stopnjevanjem športne fizične aktivnosti, tudi za poškodbo pri njih. Tako. Pojavnost poškodb je seveda pri rekreativcih, to smo že na začetku omenili, izrazito višja, odstotek je višji. In tukaj res ogromno, da se lahko naredi na preventivi. Res je, v Artrosu imamo zastavljenih kar nekaj programov. Najbolj pogosto program, ki ga izvajamo pri tenisačih, je program za tako imenovano higieno rame, v katerem se pogleda pacienta in se oceni, če ima morda kakšne primanjkljaje v sami gibljivosti sklepov. Zato se izvaja manualno terapijo za obravnavo mehkih tkiv, s katerim povrnemo sklepu poln obseg giba. Ali pa, če gre za neko mišično oslabelost, ki jo izmerimo ponavadi z izokinetičnim dinamometrom, na podlagi samih meritev lahko na to zastavimo ustrezen program terapevtskih vaj. Ali za rehabilitacijo, ali pa za samo preventivo, ki jih pacient izvaja pred samo fizično aktivnostjo, ali pa večkrat na teden, odvisno za seveda kaj gre. Andrej, hvala, da si vzel čas za ta intervju. Jaz sem prepričan, da so gledalci dobili kar nekaj koristnih informacij. Zagotovo. Hvala za povabilo.